Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Kako petkovo jutro pa je to bilo, ne? Mora biti Kaj tako smo, dali smo skok s padalom v tandemu. Ja, dali smo še zadnjo besedno geslo za celo poved. Pripravljali smo se na to, da dan znamo Jurija, seveda, ne? Rešili Emino dilemo še eno. Tako kot vedno. Ema je tudi prvič zmagala v skoraj nemogočem vprašanju. Bila smo pravzaprav čisto enaka, ampak ne bomo se več kregali, pojdite poslušati, pa sami ocenite, ampak jaz mislim, kak je Ema zmagala. Tako. V bistvu te je razmontirala. Pravzaprav me ni razmontirala. Pravzaprav me sploh ni. Ker lepši petek. Je tako je. Ker lepši petek. Ker vikend. No, tako da, in to je to, kar vam želimo, čudovit vikend, ker ko se naslednjič slišimo. Ja, bo konec vikenda. Res je. Uživajte tudi v našem podcastu, pa res fajn se imejte. Dobrodošli, Dejan Jeger in Ema smo tudi danes tu, pa svetovno prvenstvo tudi včeraj. Začelo se. In začelo se je fenomenalno, ne toliko s fuzbalom, ker pustimo to. Začelo se je s fenomenalno prvo izjavo danes zjutraj, ker seveda pravkar teče tekma Koreja-Češka, Južna Koreja-Češka. Jasno, da to gledava z Jegrom in trenutno 1-1, mimo grede 15 minut pred koncem. Se je začelo s fenomenalno izjavo Eme, ki je prišla in rekla, dobro zgledajo ti Korejci. Ni kaj pobend to. Ja, vseeno dobro zgledajo. Tega lopni malo pokrp. Ne, vredi je, ja, žgi starega, ne. Petek, 12. juni, nebo deža. Ne. In tudi prevroče nebo. Tako da, jaz sem veš, kaj sem danes jutraj razmišljal, ko sem hodil, pa ko je tako kar hladno, ne, 8-9 stopinj je ta trenutek, tako da dajte si, ne, neko dekico imejte, ne, vsak primer, če bi morali posredovati pač zimske razmere, pa to. Junija, že prihodnjo nedeljo bo 33 čez dan, bo pa nam spet ne opasalo, samo toliko. Uživajte v hladu. Ja, ali pa najbolj idealno bo ta vikend, ko bo okoli 26. To je, če bi tako bilo celo poletje, Jeger, jaz bi se s tabo objemal vsak dan. Samo vem, da je nemogoče, jaz to govorim. Če bi bilo tako celo poletje, pa bi, ne. No, vse lahko, vseeno se malo. Ne, nič se, ne. Tu in tam. Ne, Ema, prosim, ostani. Dobro, pa tak, prijateljsko, tu in tam. Pa daj vtihne. Petek je lepo, da ste tudi danes zjutraj tukaj. Včeraj se je začelo zares. Jaz sem doma, pa moram kar pohvaliti predvsem mojo ženo, pa tudi mala dva. Zakaj? Ja, včeraj se je že videlo, veš, ko je bila ona ura, ko se je približevala otvoritev, tam malo po 6:30, recimo po 8:30, ko sem se pripravljal na prvi del otvoritve, so že veš, tako si me malo pustili, niso rabo niti večerje pripravljati nič, lahko, veš, lepo si ti zrihtal. Da se po jutru dan pozna. Samo ponavadi se ne, ker tako čez 14 dni pa vem, samo se veš, ne. Bodi srečen zdaj. Pusti me, naj uživam v tem, kar je. Sicer sama tekma, prva tekma Mehika, Južnoafriška republika je bila brez veze, no, mislim, zdaj bodimo realni. Včeraj, ko sem gledal to tekmo, sem si mislil, ok, zdaj pa res vidim, vsak je lahko na svetovnem prvenstvu, nas pa ni. Ja, kak se je strinjala, prav. Ja, ker sem gledala. Si gledala? Ja, sem, ja. Okay. Ja, Mehika je torej zmagala z 2-0, lahko bi bilo, se mi zdi, da 8-0 tudi, tako se mi je zdelo, ampak, ok, ampak otvoritev, wow! Vse je bilo, jaz sem seveda najbolj čakal Shakiro, pa dobro, tudi Mana so bili super, vrhunski nastop so imeli, pa potem seveda Shakira. Ti si gledala, Ema? Ja, Shakirica. Veš, da sem dal takoj signal, ker dva nista bila zraven, pridta zdaj gleda to. Poslušajte, kakva lepa pesem je, ker je predvsem to, ja. Žena je bila nekje le kak lepo poje, ne? Jaz smo opazovali vse kaj drugega, ne? Ja, seveda. No, vse pa te folklora. Pa Salma Hayek je bila, pa vse je bilo, mislim, res dobro. Tudi zanimalo me, kako bo to izgledalo zdaj, ker po novem vsi pridejo gor za himno, pa je bilo res, pa potem sta bili obe himni v živo.
tako da ti gre kar. Jaz sem res imel kurjo kožo, pa malo mi je bilo žal, da nisem bil Mehičan. V sam tisti moment, ker morate vedeti, ta stadion, ki je v Ciudad de México, to je ena od nogometnih katedral. Res je, kako je to veliko. Ker veš, kaj je katedrala v krščanskem svetu. Katedrale so tiste, oziroma bazilike, ki hranijo neko relikvijo. No, to je ena od katedral, v bistvu je to svetovnega nogometa in res je bilo, dobro, tekma, potem je bila, kakva je bila. Druga tekma te iste skupine A se počasi zaključuje, še kakšne 3 minute sodnikovega podaljška, Koreja proti Češki vodi z 2-1. Danes se začne, kaj? Kar presenečenje. Ja. Jaz sem stavil na Češko. Mislim, ne prav stavil, ampak ena aplikacija, kolegi imamo noter skupino, tam so vse tekme razporedili. Se vidi, da nimaš pojma. Ja, res je. Danes še ena tekma ob 9, danes se začne tudi v Kanadi, Kanada, Bosna in Hercegovina. Danes se bo življenje v BiH ustavilo, ne? Danes po mojem srečer to ni. Že danes ne več delajo. To ni po mojem že zdaj zjutraj, več čevapov nimajo na Baščarči, vse spalilo. Potem pa v soboto ob 3 zjutraj tudi začetek Združenih državah Amerike, pa potem še tekma Katar-Švica. Nedelja bo pravi dan, ko bo 6 tekem, ne samo 2, pa od tega 1 ali pa pol ob nemogočih urah. Tako da svetovno prvenstvo v fuzbalu je tu. Pri VBO so prodali 1 milijonto zobno ščetko. Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija. In to danes. Danes bo tak naredilo, ja. In sicer hitro po 3 uri. Ne morem verjeti, kak je hitro šel ta teden. Ja. Malo tak 5-dnevnih gesel daš, malo hopa, pa že nekomu Jurija, pa srečno, gremo dalje. Jaz upam, da imate zapisane, ali pa da ste si jih zapomnili, kakorkoli. Tako, samo v etru smo jih predvajali ta teden in še enkrat naj povem, danes zadnje dnevno geslo. Samo 2-krat ga bomo predvajali, in sicer ob 7, oziroma hitro po 7 in hitro po 2 uri popoldne, ker pol ob 3 bosta med vsemi vami, ki ste se prijavili z SMS-i, na katero telefonsko številko? Na 051 220 220. No, vidiš, z ključno besedo Premium zobna ščetka VBO. Tako, in svojimi podatki. Hvala lepa vsem, ki ste se prijavili. In med vsemi vami boste potem frasi midvar nekoga izžrebala. Tako da imejte telefon peraj. Ja. Okoli 3, dajte si ga pravi čas polniti. Dajte pač prekiniti se, če zazvoni tisti moment, ker pol ste samo še korak stran od Jurija, in sicer pol je treba samo še povedati, da ste smiselno pa sestavili vsa ta dnevna gesla v eno poved, in to je to. In vikend bo kar naenkrat lepši. In kar naenkrat. In to, kaj je to Jurija? Ja. Mislim, ne reši sveta, naredi pa življenje malo lepše in lažje. To je taka drobna pozornost, se mi zdi. Viš, ob strani nekega Jurčka pa ženo nekam pelješ, recimo, rabiš kaj doma, novo kosilnico, pa je lahko primakneš. Dobro, zakaj bi kosilnico? Ja, zato, ker jo rabiš. Ja, točno to. Nekaj boljšega. Kaj je boljše? Kaj na svetu je boljše kot kosilnica ima? Ja. Ne vem, mogoče kako torbico. A ja, točno. Torbica. Okay, torbica. To pa res. Pa še ena malo je fajn, da spremeniš glas, ne? Ker recimo dobiš Jurija, pa te takoj žena kliče, jaz sem te čula, dobla sma. Nisem bil jaz. Danes torej še zadnje dnevno geslo, hitro po 7, vsi detajli, totiradio.si. Kdo je odgovoren za več kot 1 milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO. Dileme, študentke Eme, tudi danes zjutraj, 20 pred 7. Dobro jutro. Dobro jutro, Ema. Stopimo bliže generaciji Z. Na seznamu tvojih dilem, Ema, oziroma dilem tvoje generacije, tako je. Je tudi ta, zakaj generacija Z sovraži emojije, starejši pa ga obožujejo. Ok, popravek. Sovražimo tisti...
emoji, ko je tak palec gor. A ja, ta? Ja, okay. A ne na splošno emojije? Ne, pač tiste cute-kane, ko imajo take okice ali pa tiste rokico na cute-kane. To je. Neko so tak, ne, da lepo zaklokaš. Ti so cute, ampak ta palec, prosim. Palec gor? Ja, to je ful nesramno. Zakaj? Pač tako ful se mi nesramno zdi. Bi rekel, da je nesramno sredine zgor, ne? Zakaj bi se ti to nesramno zdelo, če nekdo... Kaj pa recimo na mesto thumbs up, kaj pošljete na mesto tega, da potrdite nekaj, recimo ok napišete? Ok. Zakaj pa i? Ja, ker je bolj cute, bolj prijazen. Zdaj pa, če mi da nekdo palec gor, se mi zdi tako ful tisto, da je ok. Ja, če je ok, kaj boš zdaj? Ja, potrdil je ok. Ok, pardon, ok. Ja, in to meni dan, časih, ko mi kaj napišeš, mi daš ali palec, ali mi napišeš ok. In ona... In zdaj sem tako, kaj jezen, kaj na mene? Jaz ne vem, kaj jaz vse sporočam. Ok, Ema, jaz bi se ti opravičal. Ja, prosim. Ampak, kot je to? Kako moraš misliti? Ok, tako da veš, ne, Igor, kadarkoli boš komuniciral z generacijo Z, ne bi zdaj kazal na očitno, ne, pazi, vedno moraš vzeti karkoli sporočiš, moraš pol še zaviti v taki pinki cutie papir, pa posipati za takimi cutie bleščicami, ne, pa moraš še potem za smetano gor, ne, pa mogoče eno čerešno. Ja. Tako. Ok. Ja. Viš, kak je boljše. Danes zjutraj, kot obljubljeno, bomo nekomu omogočili izjemno vrhunsko, pravzaprav to je po mojem top 5 adrenalinskih doživetij. Ta vikend, ko bo športni vikend Maribora na našem športnem letališču v Skokah, kjer domuje letalski center Maribor, najstarejši letalski klub v Sloveniji in širše, na kar smo seveda posebej ponosni, skok s padalom v tandemu. Ko greš več tisoč metrov gor, pa žuf, pa si doli. Na 3000, če smo natančni. In današnjo nagradno igro si je za skok s padalom, za to izjemno adrenalinsko doživetje, ki vam ga bo omogočil Toti Radio, je vajeti, oziroma bolje povedano, komande prevzel Matic Jeger. Ja, no, včeraj sem jaz bil v obdelavi, jaz sem mogel nekaj meriti tu čez trg, koliko čevljev je pa ni bilo, bodi hvaležen, da si, zdaj tudi vemo, koliko je v tvojih čevljih. 132, evo, tega prej nismo vedeli, recimo. No, zdaj vemo. Danes ne pričakujemo neke koristne informacije, samo toliko. Seveda bo koristno. Mislim, mogoče, dobro. Jaz ne vem, zakaj gre, tako da zucni že enkrat. Vam bom jaz zdaj povedal. Danes ugotavljamo, ker Dejan, moramo vedeti, on je na Totem radiju, tata mata za vse, kar se dogaja v luftu. To pa sem za vas profesor. Ja, ker si pilot, ne, in marsikdo ne ve, Dejan je tudi skakal s padalom. Je padalec. Ne. Ja, no, si bil enkrat. Dobro, bolj ko vidva zagotovo. No, tako, ker pač v tem tvojem dolgem 50-letnem življenju si delal marsikaj, imel številne hobije, med drugim si tudi skakal s padalom. In naj samo povem, da jaz sem 50 dočakal, če boš ti tak nadaljeval vprašanje. No, lahko zdaj povem? Ja, povej. Danes nas zanima, oziroma morate uganiti, kolikokrat je Dejan skočil s padalom. Evo, čist preprosto, kolikokrat se vam zdi, da je Dejan šel v letalo, pa skočil tam dol z rampe, ali kak se pa če reče tam. Zvon z letala. No, to je, ja. V bistvu sem stopil na poličko, pa stal ob letalu najprej, preden sem... No, tako, spustil vse, ne? Ja, tako veš zunaj zraven, pa čakaš pa... No, se držiš za prečko, ali kako sploh skočiš? Ali na glavo? Dobro, zdaj profesionalci verjetno kak češ na salto vun, kaj hočeš, ne? Jaz sem pač tak se samo hop, ne? Tako da bi odskočil, veš, tako da bi hopsno desno. Okay. Ja, okay. No, torej, to nas danes zanima, kolikokrat je Dejan skočil s padalom, napišite v SMS-ih na 051 220 220, zraven pripišite letalski center Maribor in pa svoje podatke. Evo. Časa je do 8:30, domnevam, ne? Takrat, ok.
No, to imaš ti preko, gledaj. Ja, no, ja, ker nekdo mora vseeno imeti pa dejanske komande v rokah. Ja, pa vi, striček, veste, kolikokrat se še spomnite? Jo, kak te ne spomnite. Ja, si po tanki liniji hodiš, veš? Ti bom pokazal pol, kak zgleda padalski krst, dobro? Ne. Torej, kaki bo ta vikend, ki prihaja, ne samo, da je svetovno prvenstvo v fuzbalu, malo se bomo odtrgali in seveda šli na vse, kar bo ponudil športni vikend Maribora. Najbolj seveda, pač jaz osebno navijam, pa se mi zdi, da je kar dosti somišljenikov in somišljenic tam zunaj, da gremo na letalski center. Dobro, vseeno si pod črto tudi pilot, med vsem drugim. In tam se bo dalo tam se bo dalo poleteti nad Mariborom, poleteti z jadralnim letalom, mogoče celo kakšni looping z jadrilnico, se veš, če boste lepo prosili. Dovolj višine, skočiti z padalom v tandemu, vse bo tam, vse informacije in danes bomo mi podarili skok s padalom. V tandemu, ne? Ja, jasno. Seveda. Vse, kar morate narediti, je, da ugotovite, kolikokrat v svojem dolgem življenju, pustimo to, je Dejan skočil s padalom. To je zadnjič. Vse čisto preprosto. Zadnjič si izmislil nagradno igro, samo to. Ne, nisem. No, okay. Vse skupaj pošljete v SMS-u na 051 220 220, zapišete letalski center Maribor, zapišete vaše ugibanje, kolikokrat je skočil in svoje podatke. To je to, počakate, da vas žrebamo, če imate prav, in dobite potem skok s padalom v tandemu. Je pa res, da sem pa jaz včeraj, ker moja nagradna igra ima tudi neko težo, pa ne, strokovne komentatorje ob tem, ne, valjda, logično, ne. Sem poklical in se pogovarjal z Brankom Godecom, ki je predsednik padalske sekcije, inštruktor padalstva in tandem pilot, tak da tata mata, kar se padalstva tiče, pa smo se malo pomenila o tem skoku v tandemu. Torej, najprej me je zanimalo, kakšna je procedura pred samim skokom. Ko pride na letališče, z njim naredimo prvo trening, torej povemo mu, kak mora iti v avion, kak mora iti iz letala, potem kako se pripraviti na skok, kakšen položaj mora imeti položaj v prostem padu. Potem, ko se padalo odpre, se z njim že lahko pogovarjamo. V prostem padu to ni možno. Potem, ko se odpre padalo enkrat, takrat naredimo še trening za pristajanje, torej mora dvigniti noge, zaradi tega, ker pristajamo na zadnji plati, ker hkrati ne moramo dva teči, pa zato na zadnji plati pristanemo, zato da zaradi varnosti, da se karkoli ne bi zgodilo. No. Lepo, veš, ker varnost je vedno prva, to si morate zapomniti, karkoli je v luftu, varnost je vedno prva, to se uči in uceplja pri vseh zračnih disciplinah od dneva številka 1. Varnost, 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 varnost. Pol pa ostalo. In za varnost bo tudi poskrbljeno. Mene je tudi zanimalo zaradi sebe, če so kakšne fizične ali druge omejitve pri tem. Seveda si za sebe vprašaj, kak pa te ne. Neka osnovna fizična sposobnost mora biti, ne? Torej, da lahko seveda normalno dvigne noge, tudi da nima kakšnih težav z, ne vem, s pritiskom ali pa seveda noge mora dovolj pokrčiti, vrata so ozka, treba je toliko pokrčiti noge, da se spravijo skozi. Kaj se pa tiče drugače, bom rekel, mi imamo omejitev na 90 kg. To je zaradi tega, ker so vrata ozka, pa ljudje, ki so bolj, ne vem, večji in obilnejši, jih praktično ne moreš skozi vrata spraviti, tudi letalo je malo, ne moremo sedeti tako skupaj pa natlačeni, ker potem je že res in varnostno vprašanje to in potem tudi zelo utrujajoče bi bilo, če bi takšnega potnika provali vreči z letala. No. Naj oganem in zdaj boš ti rekel, jaz sicer bi seveda tu šel skočiti ta vikend, samo... Ja, samo snene 25 km stran. Si malo rekel. Ja, tako da ja, okej, mi vam želimo to omogočiti in vam bomo. Pot do tja je Eger razložil, seveda pa nagrada je super in krasno doživetje bo. Edino, kar imam tu pomislek je, da je to, da sem dal tebi, da si prevzel to nagradno igro, da je to bila... Največja napaka. In marsikdo bi se vprašal o petkih že leta,
imamo skoraj nemogoče vprašanje. Danes ga ni bilo hitro po 7, kaj pa te? Ja, zato, ker smo mogli dati še zadnjo dnevno besedo za VBO nagradno igro. Ja. In ali to pomeni, da skoraj nemogočega vprašanja ne bo? To pa si ti glavni, to pa ne vem. Ne. Seveda ne pomeni, bo. Pač malo kasneje. Dobro, samo da bo. Jeger, ti za svetom zaostaješ za 4 točke. Kaj bo danes? Ja, -3. Tako, 8 minut čez pol 8, zdaj Tine tudi danes manjka. Ja. In danes delamo po sistemu, koga ni, koga... Tako. Zato skoraj nemogoče vprašanje, v katerem Jeger zaostaja 4 točke za svetom. Ja. Ja, tudi danes torej na eni strani naše oranžno-pohorsko veselje, naš pohorski Mowgli, Matic Jeger. To sem jaz. Yeah. In na drugi strani mlad, a obetaven kader iz Pobrežja, Eva Niki. Všeč mi je. Všeč mi je, lepo. Okay. Tudi danes je vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, da je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora. Ali pač. Tako. Okay. Po raziskavi, to je unisex vprašanje. Okay. Po raziskavi skoraj 30% ljudi, torej rečemo 30, 3 od 10, to naredijo, ko pridejo kam na obisk. Si obujajo copate? Ne. Prosijo za copate. Kaj? Sezujejo se. Ne. Pogledajo. Recimo, da so mimo tega šuhe dol. Okay. Se vsedejo. Se vsedejo. Kavo išče. Grejo na WC. Ne, kaj si rekla? Za kavo. Ne. Pogledajo, če je kaj praha, kje. Ne. Pogledajo stanovanje. Bolj specifično, bolj specifično. Kaj so ogledajo? Če so ogledajo predale. Kaj delaš ti, ko greš komu na obisk? Nekomu na kopalnico. Pogledajo, če so pomita okna. Aj, si videl ti to? Pogledajo već. Natekljiva si. Kaj nem te povabo? Pogledajo, če so pomita okna. Ne. Če je posesano. Ne, nima veze s čistočo. Nima veze s še ta čistočo. namigva, madam. Ok. 33 od 10, ko pridejo not, Ja, se razgledajo. najprej to pogledajo. Čakaj, kaj, ko jaz prijem kam? Kaj najprej, mogoče bi mogel izhajati iz sebe, mogoče si v teh 30%. Kaj ti imaš to nekaj novega? Ja. To nekaj tajega? Ne. Kaj imaš? Čist konkretna stvar je, ki jo pogledajo prvo. Hladilnik, ali kaj? Ne. 3 od 10, ko pridejo nekomu na obisk, najprej pogledajo, kako imajo to, ok? Ok, kako imajo to? Stene. Ne. Niso stene. Garderobno omaro. Ja, se vrata, obešalnik, kavč. Kavč, Jeger. Ni. Zdaj to... Televizija. Kdo je zdaj bil prvi? Ja. Ne, vasa je. Ni bila Ema. Ema je bila. Če smo enak, ista, foto finish, da je to me zašel poslušati. Mislim, da smo čist enako rekla. Ema. Ema. Če smo bila enaka. Ema je torej rekla prva televizijo. Dolgo sta rabila, kaj ne, res ne pogledala? Ne. Zakaj bi? Zakaj bi? Ja, če pa to se mi zdi, da so včasih, ko so bile še televizije bolj popularne, zdaj ob pametni. Ne, se zdaj ti pogledaš diagonalo, ne? Ne. Da vidiš, če bo kdaj te povabo, če prideš kaj gledati, če je ali ne. Jaz pa ne. Ampak ima čestitke. Pa če ni zmagala. Ta vikend, športni vikend Maribora in vabljeni tudi na naše športno letališče v Skokah, v naš letalski center Maribor. In danes, potem ko smo včeraj dali en lep let nad Mariborom, danes damo še skok s padalom v tandemu. Ja. Nagradna igra Matica Jegra.
tako zelo kvalitetna nagradna igra, moram povedati, zato ker ima tudi ta izobraževalni moment, ampak do tega še pridemo. Naj samo povem, da je čisto preprosto, poveste, kolikrat je Dejan skočil z padalom, to napišete v SMS-u 051 220 220, zraven pripišete Letalski center Maribor in svoje podatke, čist enostavno. Okay. Zdaj pa, če gremo malo skozi SMS-e, ne? Mogoče še to, da je do 8:30 čas. Ja, ok, do 8:30 je čas, dobro, ne, to. Ja. Če gremo malo skozi SMS-e, je zanimivo, ne? Eni pravijo, da si 712 krat skočil, Lauro je tak napisal, ne? Definitivno ne. Ok, pol imamo, tu imamo, da si enkrat skočil, je napisal Gorast, 5krat David. Potem Dejan je skočil enkrat, je napisal Simon, pa da si 2krat skočil. Ok, dobro, zanimivo. En je celo napisal, da si skočil enkrat, pa da je bilo to super darilo za mene, ker bom ponedeljek stopil v Kristusova leta. David, zdaj, če boš trofo, dobiš ta skok, sicer pa jaz imam en pametni izziv za Kristusova leta, pa ti ga lahko pol pošljem, če želiš. Joj, ne! Vsi trpijo okoli, ne samo Kristus. No, eni so napisali tudi 72 krat, dajmo to omejiti, ne? Bom vam pomagal, ker sem vseeno dober človek z Pohorja. Torej, Dejan je skočil s padalom. Je, to drži, ker en je tudi napisal, da nisi. Je skočil. Sem. Zdaj pa ugibajte med enim ali 10 skoki, torej vse tu vmes. Ja. Ne, vse tu vmes, ali skočijo med, 1 ali 10krat, ali 5krat, 4krat, 3krat, 2krat, kakorkoli. 9krat recimo. 9krat lahko rečeš, ne? Tu vmes. 8krat je tudi pozabo reči. No, pač glavne vmes lahko ugibate in to je to. No, in ko sem prej rekel, da ima moja nagradna igra tudi izobraževalni moment, drži, ker sem se včeraj pogovarjal z Brankom Godecom, ki je predsednik padalske sekcije, pa inštruktor padalstva, glavnem vse. Malo smo se pogovorili o tem letu. Zanimalo me je, kako izgleda to med samim letom, ko se enkrat vržeš dol z letala. Prvo je vkrcavanje v letalo. Zdaj, če že rečemo, da to vse skupaj skok, ne? Vkrcavanje v letalo, pol je kakih 20 minut panoramske vožnje na višino 3000 metrov, potem se odprejo vrata, takrat običajno začnejo potnikom malo bolj kri teči po žilah. Potem je treba potnika nekako spraviti skozi vrata navzven, sicer zunaj ena stopnica, mora dati noge čez stopnico in potem se prevaliva prek tiste stopnice v prosti pad. Takrat potem prosto padamo, to je približno 200 km/h, kakih 30 sekund potem se odpre padalo. Ko se padalo odpre, takrat se seveda že lahko tudi začnemo pogovarjati in običajno pač prvo vprašamo potnika, kako je bilo, pa večina jih je zelo, zelo navdušenih. Potem pa jim damo malo komande v roke, pa oni zavoje delajo, pa če jim je to vredo, pa prijetno naredijo še kakih bolj oster, takih bolj adrenalinski zavoj, da je pač malo bolj tudi v želodcu slišiš, čutiš tisti pritisk, pa to se skupaj tudi to imajo nekateri potniki radi, eni pač, ko jim to ni, rečejo, da ne. Potem se pa treba pripraviti na pristanek, treba je narediti vmes tudi trening, torej da dvigne noge v ta položaj, da lahko se potem normalno pristanek. Ja. Lepo. Se sliši kot nekaj, kar bi delala Ema mimo grede? Ja, jaz bi probala. Potem, ko je padalo odprto, se potem še tak panoramsko leti nekje 3 oziroma 4 do 5 minut, oziroma je rekel Branko, čisto odvisno, koliko je teh malo bolj adrenalinskih zavojev si tisti, ki je zraven želi. Ne? Zato, ker pač s tem se zgublja višina, ne? In ko si pač bliže tlome. Mislim, genialno je. Zelo zanimivo. Pa sam povedal, ne, da ne glede na to, kak si korajžen, pogumen in ti to nič ne naredi, kao, ko se mi dogaja, to je, pa se te ni problema. Imel sem že primere, ko sem komu rihtal te skoke, pa ko smo se tako pogovarjali, pa boš pa to ob kaki pijači, to so bili vsi glasni. Pa če to soboto je, veš kaj, ne morem, zdaj pa, imel sem poškodbo, nekaj, veš kaj, ni kao v Afriki sem pa. Mislim, jaz bi full show. Samo si pač predebili. Ja, to je to. Ja, tu pač neke omejitve so, ampak ne, to sem samo hotel povedati, ko se te prvič odprejo ona vrata. Mislim pa, ko greš iz aviona, ki super leti, ne, pa ker si spredaj, greš ti prvi naprej ven in vidiš dol, je en poseben občutek, ne glede na to, koliko si korajžen, takrat se malo zapajtla.
kot napovedano, jutri, približno ob takem času, se bo tudi zares začelo. Na enem od najbolj pričakovanih trailov leta, kot so povedali pri BBC-ju, se bo zdaj dalo tudi zares iti in to je Pohorje Kozjak trail. Zato v tem studiu danes jutraj pozdravljamo vodjo sektorja za turizem pri Razvojni agenciji Podravje, Maribor Karmen Razlag. Dobro jutro. Dobro jutro. In pa ultramaratonec gospod Robert Kereži. Dobro jutro. Dobro jutro. No, končno nekdo res fizično pripravljen v tem studiu, da na tak zgleda. Ok, zdaj najprej Pohorje Kozjak trail. Gospa Karmen, to je, mislim, ko smo zvedli, da je na seznamu najbolj pričakovanih trailov, smo bili vsi, wow, kako te sploh vejo, recimo na BBC-ju za Pohorje in Kozjak? Tudi mi smo veseli, da so nas zaznali tako markantni mediji, seveda, in tukaj so vidna ta naša prizadevanja, ki jih tudi pač skozi partnerstvo za Pohorje, ki ga koordiniramo na naši agenciji, dejansko ves čas počnemo. Tako kot smo potem v preteklosti na tem območju označili več kot 720 kolesarskih povezav po Pohorju in Kozjaku, je bil sedaj čas, da se nekako usmerimo v pohodništvo. Ja, in dobro, da ste se usmerili, ne? Kaj to je zdaj, se pravi, dajmo enih par tehničnih stvari. Bolj kot ne je vsa ta trasa speljana po planinskih poteh, domnevam, niste šli na novo trasirati, hvala. To bi bil malo prevelik zalogaj, vendarle pa se je šlo na pot. Tukaj smo sodelovali s planinskimi društvi, Planinsko zvezo Slovenije, torej med društvenim odborom Podravja in Koroške. Zelo angažirani planinci so dejansko šli in pregledali celotno traso, seveda, da smo potem traso lahko dopolnili. Pomeni pa, res smo uporabili obstoječe planinske poti, pomeni slovensko planinsko pot čez Pohorje in pa kozjaško planinsko pot čez Kozjak. Ker da bi šli v nekaj novega, tudi mogoče ni toliko prostora, bomo rekli, pa zakaj? Mi smo trajnostno in želimo uporabiti obstoječo infrastrukturo, ki nam to omogoča. No, so pa vseeno na teh smernih tablah, rdečih od Planinske zveze Slovenije, so tudi zdaj nalepkice za Pohorje Kozjak trail, ne? Tako. No. Tam, kjer so označitve manjkale, smo jih seveda dodali. Pot nas vodi seveda po markiranih poteh s Knafelčevo markacijo. Tako. Na vseh tablicah teh rdečih pa dejansko, kot ste omenili, tako je sedaj nov znak Pohorje Kozjak traila, tako da zagotovo se ne boste izgubili. Ok, zdaj pa nekaj podatkov. 187 km dolga krožna pot na Kozjaku in Pohorju, 20 etap, 10 jih je na Pohorju, 10 na Kozjaku. Malca, Robert, ne? Ali? No ja, malce ravno ne, je pa kar močno kosilo. Bi rekli, ja. Mislim, ta dolžina je taka, bom rekel, standardna pri teh ultratrailih, vse posod ima v bistvu 100 mil kot nek standard in ta je malenkost več, ampak ni ravno mala malca, ampak je to nek, bom rekel, v ultratrail teku nek vrh. Aha, da ga to, pa ste mogoče že bili kaj v komunikaciji s kolegi ultramaratonci, mislim, meni je to že samo ko reče, malo postanem zmatran, so kaj vznemirjeni, bodo prišli, jih zanima? Ja, nekaj bo jih prišlo, seveda na otvoritev, nekaj me jih bo tudi spremljalo, nekaj me bo počakalo celo v Dravogradu, mi prineslo opremo, da se bom lahko tam preobleko, okrepčal, vzel nove stvari za na pot in tudi v ultratrail tekaški slovenski sceni pač ta Pohorje Kozjak trail odmeva. Ja, pa verjetno bo kmalu odmeval tudi širše po Evropi, ne? Da postane nek standard, pa čuje, jaz sem I have done it, Pohorje Kozjak trail, have you? No, you are buying. Upam, da, ker v bistvu smo kar v sožitju z planinci in te planinske poti so tudi drugod po svetu, se potem uporabljajo kot trail poti, ne? Tako da upam, da se kdaj najde kakšen organizator in tole pohodniško pot naredi tudi kot, ne vem, kot tekmovanje za ultratrail teke. Ja, ok, absolutno je treba delati na tem. Ne? No, samo naj povemo, da zdaj ta trail je sestavljen iz 20 etap. Mi navadni smrtniki lahko to delamo po etapah, se pravi eno za drugo, ena etapa en dan, lahko jih tudi združimo, ampak Robert Kereži, ki je pa pač ultramaratonec, pa bo združil vseh 20 etap v eno, ne?
Ja, v glavi v bistvu v dve. Torej, prva je iz Pohorja do Dravograda, kjer bom potem se pa pripravil na nočno sceno na Kozjaku, to pa je potem druga etapa, ampak pretekel pa bom, mislim, celotno traso bom pa pretekel v enem kosu. Ja. Zakaj? Mislim, pretekel in hodil. Ker vse posod se ne da teč, tudi na teh tekmovanjih so pač nakloni enostavno preveliki, da bi se jih teklo, tam se pač hitro hodi, da si tudi malo, bom rekel, noge spočijajo, si dosti pomagaš tudi z rokami, ker uporabljamo te tekaške palice. Tako da kombinacija bo teka in hoje. Na Pohorju bo v bistvu predvsem tekaški del, ker Pohorje si v bistvu nagrebeno in je dosti malo potem spinjanja. Lahko, se vem, cejto. Dočin Kozjake bo pa malce težji oreh iz več razlogov. Prvo, ker je orientacijsko malo bolj kot Pohorje, kaj ne rečem, zagaman, ne, potem tudi noč igra še en faktor, bom verjetno tudi že malo utrujen, ne, pa vode ni toliko kot na Pohorju, ne, pa tudi ni toliko planinskih kočkov na Pohorju, ne. Aha, okej, verjetno vode, ker ni toliko koč, ali ker iz potoka, kdaj se najame? Oboje, ne. Res? Ja, na Pohorju v bistvu tudi Pohorje dosti poznam, ne, zdaj ne vem, mogoče veliko vode na Kozjaku, ampak koliko vem ni, ne, toliko kot na Pohorju. In na Pohorju v bistvu lahko piješ praktično iz vsakega potoka, imam tudi ene posebne flaške, katerih imam filter, tako da kakih težav prebavnih, ne. Tako da ravno zvečer zato mi pripeljejo v Dravograd opremo, da bom imel enih 2 litra pa pol vode v mehu seboj. Ampak da smo si na jasnem, Robert bo seveda kot prvi rešil ta nov Pohorje Kozjak trail in to, ko se menimo v enem kosu, ne, zato po noči, pa tudi se ne spi. Ne. Aha, dobro. Okej. Globok poklon, mimo grede, da smo si na jasnem, mi se lahko malo hecamo. Torej, jutri je otvoritev tega težko pričakovanega traila z gospod Karmen Razlak in gospodom Kerežijem. Danes zjutraj govorimo še o eni znamenitosti, novi športno-rekreativni znamenitosti, na katero smo zelo ponosni. V našem mestu smo veseli, da se jutri tudi dejansko odpira Pohorje Kozjak trail in iz vodja sektorja za turizem na Razvojni agenciji Podravje, gospa Karmen Razlak, dajte malo povedati, kaj se bo vse dogajalo jutri in kako lahko to otvoritev doživimo. Ja, dejansko jutri ob 8:30 uri v bistvu uradno otvorimo. Otvoritev bo dejansko v bistvu na nek način kratka z pozdravnimi nagovi predsednika Partnerstva za Pohorje in pa predsednika Planinske zveze Slovenije. Zatem seveda bodo tukaj prisotni tudi glasbeni vložki. Lahko izdam, da bo 2 svoji pesmi prilagodil in zapel tudi MK. Tako da dejansko v bistvu zatem pa se po sami otvoritvi oziroma ob otvoritvi bomo predstavili tudi novo tablo, ki smo jo tam postavili dejansko za potekom celotne trase in seveda ob otvoritvi, takoj ob prerezu traku na nek način. Robert krene, ne? Robert. In ga vsi pospremimo, seveda, ampak seveda mi ostali, ki se bomo otvoritve udeležili, se seveda podamo z gondolo na Pohorje. Smo hvaležni za ta brezplačen prevoz in potem gremo od Belvija do Areha, se pa mi seveda podamo peš, vmes se mogoče srečamo z Robertom, on nas bo verjetno že počakal na Arehu, kjer pa se ta dan odvija tudi dan slovenskih planincev, kar pomeni, se bodo zbrali tudi vsi ostali planinci, ki pridejo iz pravzaprav cele Slovenije. Jeger, ti imaš še nekaj tehničnih vprašanj še za potem, recimo o nekih štemplih? Ali... Ja, to pa recimo, ker je sestavljena iz večjih etap, verjetno se tudi zbira kakšne štemple, da polko, ker tudi tako ne rabite zdaj iti na ta trail pa v enem kosu, oziroma po etapah vsega prehoditi, lahko danes, ne vem, prvo, drugo, tretjo etapo, potem pa tak dalje in ko zberete vse štemple, se dobi kaj, ker verjetno tudi knjižica štempli, bo, ne bo? Točno tako. Vsi udeleženci dejansko, tako udeleženci v bistvu traila, kot potem kasneje na Arehu bomo imeli na voljo novo turistično oziroma prenovljeno turistično karto Pohorja in pa seveda knjižico z žigi. Na sami poti jih dejansko lahko
zberete 27 in prvega zberete že lahko takoj direktno na otvoriti. Bravo! Odlično, evo. Kaj pa kakšna nagrada, koliko vse zberemo? Nagrada je v tem trenutku eno priznanje. Dovolj. Bomo pa zagotovo premislili še, kaj bo z temi prvimi, ki dejansko v bistvu opravijo te poti in zberejo žige. Čeprav dvomim, da bo Robert imel čas, da bo zbiral žige po poti. Jaz tudi. No, zdaj pa čisti, res ta tehnični del naš ultramaraton, gospod Robert Kereži. Torej, še enkrat dejstva. 187 km je dolg trail Pohorje-Kozjak, krožna pot je to 20 etap, 10 na Pohorju, 10 na Kozjaku, 187 km. Robert, kak pričakujemo, koliko smo rekla, bo čas? Zdaj, ker ni tekmovanje. Ja, ni tekmovanje, jaz sem si vzel to pa malo bolj tak na easy, tako da bom pač v hribe hodil, ne? Po ravnini pa pri spusti bom tekal, bom tudi počival, jedel dovolj, tako da razmišljam tam med dobrih 32 in slabih 35 ur. Ja, to dobro, tu neki se neverjetno. To je res super in zdaj to me tudi zanima, recimo pot bo šla tudi po noči, to je jasno, da že težava orientacija, ker tudi GPS signala verjetno ni povsod v kaki luknji, ne? Dobro, uro imam zelo dobro, tako da me recimo samo kje v kakih previsnih skalah pusti kdaj na cedilu, drugače pa je vredo tak, da na njo se kar zanesem, tako da ta GPS imam v uri. Ja, to je pač. Dela. Okay, je pa ena druga stvar, ki ne vem, če ste jo kalkulirali, tam prek gre tudi migracijska pot medvedov. In običajno po noči hodijo. Samo povem pač. Na Kozjaku? Ja. Aha, ja, dobro, ne vem, nisem še srečal medveda. Okay, dobro. No, mogoče bo potem bom prišel preko v 30 urah. Tako, ali pa za vsak primer bi jaz svetoval, čeprav bo vzelo mogoče več energije, da se dereš, ne, ko letiš čez Kozjak po noči. Ok, dobro, šalo na stran, to bo v vsakem primeru vrhunski dosežek in pol tudi tak bo verjetno, kdorkoli bo prišel in kot smo se pogovarjali na slovenski ultramaratonski sceni je izjemno zanimanje za ta naš nov trail, pa tudi mednarodno bo enkrat in vedno bo odpisalo prvi, ki ga je opravil Robert Kereži. Ja, uradno, drugače so to že tekli pred mano. Tukaj v Mariboru je bila kar močna tale scena in mislim, da so naredili kar en memorial iz tega, ker je eden kolega tudi iz te njihove sredine umrl in vsako leto pač mu posvetijo ta memorial, tako da ampak odkar je to uradno, Pohorje Kozjak trail, to pa bo, ne? Drugače mimo, samo da še mogoče izkoristimo, mimo tega traila so še planirani kakšni ultramaratoni letos? Ja, letos imam še en v Sloveniji, v Vipavi, to je Ultra X serija, kjer bom tekel 110 km v 2 etapah, potem pa konec novembra pa v Južni Afriki, pokrajina Sedeberg, ki je zelo tak raznolika, imaš morske klife, imaš puščavo, imaš pesek, skratka tisto pa je 330 km samo in je 5-dnevni, torej so etape. Ja, tako da v bistvu je ta Pohorje Kozjak trail nekako trening pa priprava na to. Ja. Razumljiv. To je v času dopustov, mislim, je kombinirano z dopustom. Dopust običajno je aktivno, ampak ne tako močen. Letos ker gremo v družino v Turčijo, mislim, da če mi bo zneslo, da bom vsak dan mogoče odtekel kakih 10 km, da ostanem. Od Antalije dol mimo Beleka, dol do... Ne, bravo, res. Da je vrhunsko. Ne znam predstavljati. Vrhunsko. Jaz sem trpel na 6,5 km Hočah prejšnji vikend. Tako da, nič, jaz bom samo tako rekel, hvala lepa za vas trud, gospa Karmen v Razvojni agenciji, da ste to naredili, da ste osmislili to pot, ki je že marsikdo torej prehodil in da bo to še ena od atrakcij oziroma zanimivosti v našem mestu oziroma v Podravju oziroma na Pohorju Kozjaku. Ja, tako. In veliko sreče, ne, pa ko bo kaj novega, se slišimo, ne? Pa pridete mimo, gospod Kereži, globok dol in srečno. Hvala.
Preden Neger, ki zdaj tu po hudih izračunih matematičnih greba, to vzame svoj čas, si vsi skupaj privoščimo in jaz se zelo veselim novo epizodo najbolj srčne nogometne oddaje pri nas na Totem radiju ali pa nasploh, to je oddaja 442 s Tomažem Medvarjem. 442 s Tomažem Medvarjem. Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, Toti radio in Medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti. In nedavno so tam prenovili eno igrišče, položili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov. In s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem? Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva, seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni. No? Tudi mednarodno? Ali... Tudi mednarodno, tako. Se pravi, se pripeljajo v Rogozo? Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajše reprezentance, vse skupaj. Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho, pa razlaga njen vodja Brane Smodič. Na željo bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešerja Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pač zopet aktivirali, da bi imeli kje trenirati. Tako je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjer bi se pridružil. Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik. Kdo točno? Recimo iz te nogometne šole je začel Taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivnih golmanov trenutno, ki brani za Dinamo. Tako, evo, sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza Robi Vrbanec. Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale lige prvaka, vsaka tekma, ne? Na nož, v bistvu. Tako, ja, poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo pivo, pa je tudi ok. Tako, ne, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba samega, priključen je na mali neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne? Ja, ta je že tretji, ne? Zato ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo, no. Kdo pa avto vozi na servis? To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre. No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno-rdeč škaf, v katerem se dostikrat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho? Za regeneracijo po treningih in tekmah. Se mrzla voda not nalije? Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerirajo. Izjemno, ne? Kako so se znašli. Naj dodam še, da ima glavno igrišče v Rogozi tudi semafor za spremljanje rezultata, da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na mivki, da redno gostijo dobro znano rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču
pod betonskim odrom potekal tudi avtokrash. To je tako, da je kar pokalo včasih po Rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu. Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi bi lahko pripadalo že počasi. Ampak vse razumemo, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, kot se reče, in seveda se jim za to še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in video posnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v audio špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbet. Zdaj boš ti, pardon, Ema, boš žrebal, se boš posraval, kaj boš ti s Spadalom, veš, da čakajo. Saj sem žrebal. Več jih je pravilno, ne, odgovorilo. Kar nekaj jih je bilo za pravilnim odgovorom. Jaz sem... čaral. Čaral, resno čaral, številkami in z vsem računal, tako včasih, ko sem bil v osnovni šoli vprašan, pa nisi nikoli vedel, kak je profesor prišel ravno do tebe, ko je nekaj sešteval, odšteval, pa ne vem kaj še vse. No, taki sistem sem jaz danes imel in sem izžrebal Renato! Renata, halo! Dobro jutro. Dobro jutro, Renata! To je res vesel dobro jutro, glede na to, kaj te čaka. Renata, med vsemi, ki so pravilno ugibali, kolikokrat sem jaz skočil s padalom, si ti rekla? 4. Ja, tako je! Bravo! Renata! Kdo bo skakal? Sin. Ok. Dobro. Okay, ja. Nima veze, kdo bo. Ja, ker jaz sem že imel zdaj tu. Mislila, ker ne bom izžrebana, sin si želi že par let, zdaj je 18 let bil star, dela maturo, želi pa si že ne vem koliko let. Kak je pa sino ime? Rene. Da ne boš slučajno kakih, ker Renata si iz Prlekije, ne? Ja, seveda. Ja, Reneka, ne da špetaklov spočija. Zdaj pa imamo obogaj. Ja, upam, da bo lahko posnetek čuke, verjetno še zdaj spi, ker danes smo ustnega še obenem. Mora počivati. To je lahko lepa nagrada za dobro upravljeno maturo, ne? Absolutno. Ja, upam. Ja, Renata kot izvrstna in ljubeča mati, ne? Je zrihtala svojemu pubecu kot nagrado za ves trud, ki ga je vložil vrhunsko. Jaz bi samo rad povedal, da če bo šla matura, pa verjamem, da bo šla uspešno skozi v prvem roku, pol naj gre naslednji dan skakat, ker ne sme biti alkohola. Dobro. To je že treba paziti. Ta vikend, tega izkoristiti. Ne, absolutno ne. Perfektno. Renata, čestitke in nepozabno doživetje želimo za Reneja. Ja, super, hvala lepa. Evo, Eger. Kak je to, pa takoj alkohol noci, slišala to ima. Ne, če pa Branko Godec včeraj, ko so se pogovarjali, je rekel, da pač ni fajn, če se zdaj fejs naješ, čist naješ se, pač nekaj, je treba dati želodec, pa pač alkohol je prepovedan. To samo jaz pač povem, ker jaz sem imel nagradno igro, ki je imela tudi izobraževalno noto, veš ta moment, da nekaj zvemo, pa da vseeno nekaj damo. Pa da nekaj tudi pojemo. Pa če lahko tudi pojemo, kaj je pa še super. Ni nič narobe. Tako da čestitke Renati in Reneju. In ne pozabi, športni vikend Maribora bo in ogromno se bo dogajalo tudi na športnem letališču v Skokah, tako da vabljeni, da greste tudi tja in si pogledate toti naš lepi Maribor tudi z lufta. Prav, Eger, na koncu moram reči, da si zelo dobro nagradno igro izvedel. Seveda sem, vem, hvala. Dejan, Ana in Eger in toto jutro.